vprašali, kako ste sploh prišli na to idejo, na zasnovo zgodbe? Ja, v bistvu zasnova zgodbe je zelo stara in je nastala z ene take časovne škrbine. V bistvu en stanovalec mož me je čakal, ko sem šla iz službe takrat in je en stanovalec vprašal, či si že dolgo tukaj. In je mož rekel, ne, nisem. In v bistvu ta čez kratki pogovor je meni dal ogromno zamisliti in seveda se je potem okrog tega stavka v različnih časovnih presledkih nabirala ena zgodba, ki je potem našla končno obliko v drugi barvi lune. Namreč govori o tem, kako zelo tanke so meje in meni se takrat vedno pojavljalo vprašanje, joj, kaj pa če bi res bilo, kaj pa če bi res bil in če bi se res zgodila ljubezen. Tone Partlic je zelo dosti zelo me je vodo in v bistvu sem ga tudi kar poslušala, ne? Prvi del se mi je zdel takoj odličen. Mlada bolniška sestra pride v Prastovec, torej tak zavod, polna nekega znanja, čim manj veš, da je doktorca. Takrat gotovo ni vsega tega vedela, kar ve kot doktorca. Ampak takrat največ veš, pa si najbolj pametno, da si tudi do drugih kritičen, kot tam vidiš. In tako, ko eno mlado dekle vstopi, ampak res vidi eno ruino od normalnega psihološkega in zdravstvenega pristopa do takih ljudi. Tam boli se, kar spustijo vodo po vseh tistih, recimo delcih, se vsi kopajo, imajo eno gobo ali kaj, ko se brišajo, eno milo in se zdi to na nek način nečloveško. Zaplete se, ko pride nek moški, ki je bil na vlaku pretepen, kako da je izgubil spomin, nič ni vedel, kje je, neki fantje so ga pretepli, pa oropali, niti imena, niti nič, in je, ne vem, Ljubljana, kje v neki bolnici dolgo časa, da sploh pride k sebi. Potem ga dajo najbrž v Sočo, dolgo časa. Ampak je že to socialno skrbstvo dosti stane, pa bo zdaj trajalo, Bog ve koliko, da se bo spomnil, ga morajo dati naprej v skrbo. In v tej naši humani socialistični družbi niso imeli rešitev in so ga dali v tak dom. Ta deklica, ki je končala šolo, seveda ve, da ta potrebuje čisto neko drugo obravnavo, da ne more v norišnici se ničesar spomniti, pod narekovaj seveda govori se upravičujem. Ne bi smel te besede, ampak nikoli ne vem, katera je prava, niti ali so hendikepirani ali kaj je. Dekle enostavno, ne da bi se delalo zvišeno, ampak skrajno kritično vidi, kako nečloveški so ti postopki. Že te gradove, že jaz sem zdaj kome prišel po vseh teh štengah, in mraz, in vse, pa smo nadutali ljudi, ki bi potrebovali absolutno čisto drugačen odnos. In je prvi del nehote, ne politizira, ne dela se bolj pametno kot druga, ampak kot eno mlado bitje, ki bi rado nekaj na svetu dobrega naredilo, se ne more sprijazniti to, kar tam vidi. Tako se je meni prvi del zazdel kot en skoraj socialno, psihološko, kritičen družbeni roman. In bolj jaz berem, drugi del mi je šel na živce, še zdaj mi gre malo, Nataša. Vemo, kaj se bo zgodilo. Zelo malo ženskam, da si priporočam, da preberete, boste videli, na nek način je vljudna, ne uporablja, jaz uporabljam slabše besede. Zdaj, kljub temu, pa recimo, me je zelo presenetilo, popiše, da ne rečem, ženski libido. Ima zdravnika, ki je več kot on, iz ugledne družine, pa je še devica. Pa ne ve, kaj je narobe. Potem si kupi posebno čipkaste kombineže, pa hlačke, zbereta denar, pa gresta v Istanbul, tam pa bo jama doma naredil, kar je treba. Mislim, ona zvečer umiva, voha, če se v redu diši, se lepo vleče, pa ni.
Jaz se na to slabo razumem, moja je, hvala Bogu, rekla ja. Ampak mi je bil v bistvu odkrit nek svet, pa kako se ženska, ki se malo skoraj ponuja, se čuti, ko je zavržena, kaj je narobe z mano. Recimo, to se mi je zelo super. Tako neko intimo, ki je, kaj zdaj, tudi površni deci niti ne zastopimo, je recimo notri. To ni glavni del romana, da vas ne bi zapeljal. Da govorim vam o detajlih. Ona z malo vrsticami zna nekoga opisati. Takoj vemo, kakšen tip je to. Samo malo potrebuje. Zgodba je pa taka, da se torej s tem pacientom zbliža. To mi je šlo na živce, Nataša. Jaz sem na začetku vedel, da mu bo dala. Ampak ti 200 strani porabiš. Že čista blizu, pa spet ne smem, pa se je profesija vmes, pa ne vem, pa Bog ve, kaj si bo mislil. Tako zelo tanko gradi ta odnos in ne postane dolgočasno. Vedno bolj napeto je. Od se mi je zdelo, da je punci se treba prekloniti, pa da je malo kofirati, da je dobra, ker res zna zgodbo naplesti. Tako bi rekel, kot če gledate film, pa eni so taki filmi, ko en cinemaskop je celo življenje zajeto. In bolj sem videl, da sem ji rekel, Nataša, to je za natisniti. Bolj me je še zajebnila, vedno sem rekel, prvi del je odličen, drugi del pa tam, poglej, je drugi dan, že čez en teden je prenesla 130 novih strani. Tam ne vem, kdaj je pisala, vedno je prenesla celi svežen, drugačen. In potem sem, hvala Bogu, se spomnil na svojega prijatelja, Hedla, ki je tudi, kot veste, z teh krajev, pa je tu gori v Petkovem mlinu razgrajal s tistimi pankovci, ki ima posebno založbo, tudi jo kdo podcenjuje, se dela norca s Hedla, ima pa eno lastnost, ki je v teh časih, ko je vse, koliko se da iztržiti na tem svetu, vse je nekaj vredno. On izda veliko knjig in izda knjige manj znanih avtorjev, zlasti če so z tega okolja. In tako je veliko naših ljudi, ki bi ostali popolnoma anonimne, prišli do knjige. In tako je, torej, bi je bil takoj zdaj, ko se zanesem na tebe, bomo ti natisnili, ampak naj tudi tebi, Dušan, rečem, to ni ena od teh knjig, ki si jih naštancal. To je knjiga, bom zdaj s tem zaenkrat nehal, bomo videli, ne da se niti ni v ustvarjanju, se težko napoveduje, ampak vam povem, imamo pisateljico tu, je prav, da se zavedamo, ki tudi študira, veliko bere, potuje po svetu, ni navadna ženska, kakor cela družina ne, in imamo pisateljico, ki gre v to vrsto Stanka Majsna, Gabriela Kolbiča, ki ima tudi 2 pesniški zbirki, ni bil samo kipar, Toneta Kuntnerja, Bojana Tomažiča, še koga, če ne zamerite, da se domišljavo dodam tudi Toneta Pardiča, ki je 2 knjigi napisal z naslovom Marija Snežna, pa in film o tovarni Paloma napisal. Je tu, nekateri govorijo o literarnem čudežu pri Marijo Snežni. O literarnem čudežu, tako v tem stoletju, Madonna je 6-7 pisateljev, ki v Sloveniji nekaj pomeni. In vam povem, ta punca je v tej vrsti. Od tebe je odvisno, kaj bo to upravljeno. Spravi bline menta, oziroma spodbojevanje. Ne, jaz tudi ne verjamem, da ne bi knjige napisala brez mene, jo je to preveč tiščalo. Ne verjamem, ona mogoče res tako čuti. Ne želim. Jaz sem, tej mojci sem podlegel, ona je direktorica Hiše jezikov in je bil nek interes med temi, ki se pri njih pisujejo, da bi pisali, pa da bi nekdo bral, kaj napišajo, pa jih mogoče vodil.
pred 20, skoraj 20 let se nabirala. No. Kaj je bilo pa res tisto spodbuda, zdaj pa začnem? Zato, ker ste videli šolo? Ja, bolj sem takrat, jaz sem doktorirala 20. decembra 2020, sredi najhujšega lockdowna, v glavnem. Smela za govor doktorata, mi niti Ada pa mama nista mogla pričestitati, ker je takrat še ni bilo cepljena, takrat ni bilo nič in sem bila res nič od tega, kaj se človek predstavlja in sem bila kar tako malo razočarana in sem mislila, ne bom več nič, pospravila sem dizertacijo, vse, nič več ne bom. In bolj sem pač našla, ko sem to pospravljala, te moje zapiske, ko sem jaz delala te škrbinice in bolj sem videla pa oglas za to delavnico gremo pisati. In bolj se jaz z možem pogovarjam, pa sem rekla, veš, vse nekako me vleče, samo jaz res ne vem, če to bi, pa kako bo vse to. No, bolj smo to malo prediskutirali, pa sem rekla, vedela, jaz se bom vpisala, bom videla, kako bo to ne pasli. Če on reče, da najbolja zapisane nisem, bolje tega konec in več ne bom delala nič v tej smeri, konec. Ampak ja, danes smo tu, tako. Ne delaj se norca zran, ker nas pravzaprav na nek način oblikujejo. In oba njena junaka imata nekje globoke rane in ravno v tem je, bi rekel, napetost tega romana, kako jih prevladati, kako s temi ranami naprej živeti. Tako da je treba tudi ta happy end, ni v ameriškem smislu, je ga treba razumeti nekako drugače. Kljub hudemo, pa živimo naprej, pa če najdemo sorodno dušo, pa laže. Z Natašo smo skupaj hodili na ta tečaj, in tam sem jaz Natašo spoznala in ko je začela brati tudi te odlomke, je bilo zanimivo, vsaj meni, ko je rekla, da ni uporabljala imen. In je zelo meni zanimivo, ko knjigo bereš, jih niti ne pogrešaš. V bistvu to je tako spretno napisano, da točno veš, katero osebo govori, kdaj jo omenja, da res ni potrebno imen in tudi je bila takrat dana razlaga, zakaj ne imena, pa mogoče jaz ponovno vprašam to tebe zdaj, Nataša, da mogoče še drugim poveš, zakaj si izbrala tak slog pisanja. V bistvu zato, ker če bi kadarkoli izbrala ime, na začetku ali pa kadarkoli bi mogoče izdala skrivnost knjige. In tudi zato, ker nekako se nisem mogla odločiti, nisem mogla enako nekako najti pravih imen, v knjigi res ni imen in tudi zato, da ne bi pač, ker knjiga je res opisana zelo neosebno, nikoga ne povezuje za zgodbo in v bistvu je bilo bolj v čisto prvi verziji bil en seznam imen, potem na koncu, kako bi bilo, ampak tisto sem potem tudi dala ven, ker sem mislila, ok, če jih zdaj ni, poli dni, naj si jih vsak pač za sebe zmisli, ker mi je dosti bolj pomembno kot ime, v bistvu sem pač res želela opisati značaj človeka, občutke, dušo, ker sem zdela nas to pač nekako dosti bolj ohranja v spominih drugih ali pa nekako definira naš odnos do drugih, kot v bistvu samo imeno. Zakaj tako govorim, da ima talent, je to tudi, ker so v knjigi imena, pa če jih je več, se mi veliko krat zgodi, da moram biti nazaj iskati. Kateri je zdaj to? Ona pa ne da imen, na kratko znači, ni tega problema. Koga ima zdaj v mislih, čeprav ima samo občna imena, bi lahko bila bolniška sestra, še katera tretja. Ima ta nek talent, da z par besedami za zmeraj označijo osebo. Celo od kakšnega psa doma. Ja, hvala, veste kaj, da vas je toliko prišlo. Ne vem, kakve izkušnje imamo, eno dobro smo imeli, ko ste imeli razstavo. Če imamo v Ljubljani predstavitev knjige, pride 8 ljudi, od tega je 6 novinarjev, seveda, ki morajo poročati. Vsak reče samo, daj mi hitro knjigo, nimam cajta, pa gre. Tako da so takšni pogovori zelo redki in hvala vam, da tako reč organizirate. Ni pa boljšega prostora za predstavitev te knjige, kot je ta.